Na Areni Petrol je potekal dvoboj med Celjem in Koprom, to je bil direktni dvoboj za obstanek v prvi ligi. Nogometaši Celja so bolje štartali, streljal je Podlogar, po podaji Vidmarja je bil izjemno v ugodnem položaju, a tokrat zgrešil koprska vrata. 11. minuta, prva kombinacija Kanarčkov, streljal je Fabijan Lokaj, ampak obramba Kotnika ostala je pri začetnem izidu. V 19. minuti še ena kombinacija gostov, mimo gola je meril Štulac. Še enkrat nevarni tudi Grofi, podaja pred vrata, po odbiti žogi je streljal De Souza, ampak odlična obramba Tomiča, ki je žogo uspel odbiti v kot. Potem prekršek Marina Jurine, ki je dobil še drugi rumeni karton, posledično rdečega. Obležal je Blaž Vrhovec in z igralcem manj so igrali Koprčani od 27. minute dalje. Ob koncu prvega polčasa napadi Celjanov za prednost in kmalu so tudi obrodili sadove. Podal je Vidmajer, Podlogar pa je lepo podstavil nogo in dosegel gol v celjskem dresu za 1:0. Prvi gol Podlogarja v tem drugem delu prvenstva, v prvem je še igral pri Domžalah, tokrat pa je dosegel prvi gol v novem dresu in lepo zatresel mrežo v 36. minuti. Potem še napad za Celjane, tokrat je podal Klemenčič in zadetek Sanja, 2:0 za Celjane ob koncu prvega polčasa. Celjani so po prihodu Roberta Pevnika vendarle našli nekaj boljše forme. Tole bi bila še druga zaporedna zmaga po slavju med tednom proti Domžalam v pokalu Slovenije. Takrat so doma z 1:0 ugnali Domžalčane in si pred povratno tekmo priigrali lepo prednost. Lepa kombinacija Klemenčič-Sani ob koncu prvega polčasa. Tole pa je že drugi polčas in prva priložnost Celja. Spremo je meril Tomič, se je izkazal. Še nevaren strel, tokrat Matej Podlogar in odlična obramba Tomiča, ki je rešil situacijo. Podlogar je meril še enkrat, ampak na golovi črti so rešili nogometaši Kopra. Vendarle pa še en gol za Celjane, 81. minuta. Podaja pred vrata in ne najboljše izbijanje koprske obrambe. Janez Pišek pa je meril daleč in postavil rezultat 3:0. Janez Pišek, ki je v tem drugem delu precej na igrišču dobro igra in tokrat je dosegal svoj prvi gol v letošnjem prvenstvu. Še vedno je mladinec, tokrat pa je zadel tudi za člansko ekipo Janez Pišek za končnih 3:0. Trije pomembni goli za nove 3 točke Celja in prednost pred zadnjima dvema ekipama je zdaj nekoliko lepša. Celjani so na 8. mestu. Tako, bila je to tretja tekma, bi pa opozoril, da je to zmaga igralcev. Oni so na igrišču, jaz jim sam pokažem, kako morajo igrati, tako da jim čestitam na igri. Ustvarili smo si veliko priložnosti, mogli bi doseči več zadetkov, ampak vseeno s 3:0 smo zelo zadovoljni. 90 minut smo kontrolirali potek tekme, tako da vsaka čast mojim igralcem. Najprej je treba reči, da smo po izključitvi precej padli. Prejeli smo prvi gol, nato kmalu še drugega. Težko je karkoli reči, Celjani so dobro štartali v tekmo in povedli povsem zasluženo. Ali je rezultat visok ali ne? Definitivno po zaostanku 2 golov smo vse sile usmerili v napad, poskušali smo se vrniti in igrali tudi z 2 napadalcema, tako da smo ogromno tvegali. Celjani so dobro izkoristili svoje najmočnejše orožje, to je protinapad in rezultat je takšen, kot je.